Drage gledalke in gledalci, smo v občini Gorje, točno v kraju je Šelnica, a sem prav rekel? Ja, super. Dobro. Z menoj je gospa, prosim, če se lahko predstavite. Franska Rožič, Groblarjeva, Šelnica 2. Po domače Groblarjeva, Ja, po domače Groblarjeva. A ti vi pa tiskaj preveč odrežite? Bomo odrezali, kar se bomo, če se v takrat smotli ali kaj takega. Dobro. Gospa, vi ste domačinka ali ste priženjeni? Ne, jaz sem se priženila 62 leta. Odkot? Iz Bohinjske Bele. In zato imate tudi tole fotografijo, Ja. Bohinjske Bele. Ja, Ja. In 62. ste se... 62 leta. Pa nas smo vsi še, nas je po 9 otrok. Ja. Pa vsi smo še živi, Ja. pa 7 nas jih imel že 80. A še 2 pa ne? Še 3 ne. Še 3 ne? Če bomo malo več kot pol leta, če bomo do maja živeli vsi, bo ta 7 imel 80 let. Bravo, dobri Ja. ste. Ja. Super. Še kar moram reči. Žilava družina. Ja. Ja. Ampak vi ste zdaj že od leta 62 tukaj v Šelnici, v občini Gorje in imate bogato zbirko fotografij starih prav iz Gorij. Iz Gore pa... Kako to? Ja, zato to me zanima, ker so mi gore zelo, zelo lepe, zelo rada sem v gore. In tudi ta družina, ki sem se jaz priženila, je bila zelo fajna družina, zelo so bili napredni, pridni, delovni. In tudi, če zdaj pogledamo mi nazaj, danes ni zemlja nič vredna, danes se vse v štacun dobi, danes Ja, ni. ja. Ampak za tiste čase, koliko so bili moji, recimo od moža, ki je bil mlad, pa to, Ja. starši, ta hiša je bila za te čase preskrbljena za sebe. Bili so pa recimo zelo delovni. Oče je bil rodar, pa čebelar, mama ni bila nič učena, ampak ona je sama, ki je bila stara 15 let, se je šla učiti, da je bila pletilja in je še kakšno zemljo kupiva. To so tako znali šparati pa znali delati, da niso, oni so 2 parcele so kupili, ki so zraven delali, preden so se poročili. Zdaj pa reče, danes imamo pa vsi plače, vsi svoj denar, pa beden nič nima. Pa ta najraj bi nič ni vredno, beden reč. Vi ste pa bili v službi, ne? Vi niste bili na kmetiji. Jaz sem se pa 53 leta šla učiti za šiviljo. In sem z Bohinjske Bele na Bled se hodila peš. Že zjutraj ob 4:30 od doma, ampak mama je bila že zjutraj tako zgodaj vstala, da je fruštek že skuhala. Ob 5:30 sem jaz mogla biti že na Bledu. In kam ste to hodili? Tu imam To fotografijo. je pa, imam pa tudi, to je pa obrtna šola. Obrtna šola. Ampak imam pa tudi jaz od Elita Bled, to je bil salon, šivilski salon. Aha. In ta stavba, kakor je zdaj tam semafor, je stava ta stavba. In je bilo noter, so bili obrtniki. Mavarji, šuštarji, žnidarji, elektrikarji, vse v tej stavbi. Na Bledu. Na Bledu. In to stavbo so podarili takrat, kakor so semafor naredili. Aha. Drugač pa ste živeli v Gorjah oziroma že Šelnici, ne? Tu imate še eno fotografijo To vašo. je pa zelo stara višelnica. Ja, pravi leta 1925. Ja, ne? so bile še, nekje so bile še lesene strehe. Imate pa potem serijo zanimivih fotografij. Tule je ena fotografija iz leta 20. Kaj Ja. imate tudi tukaj povečano? Ja, to kaj je bil prikazuje? pa od možove mame brat, je bil, ki je bil star 21, pa 18. To so bili pa, ki so bili na senožetkih, so pospravljali seno. Seno, kje? Ja, na spodnjih lazah. A na spodnjih lazah. Aha. In so potem z vozom peljali. Ja, in to je zelo zanimivo. To je vse napisano tako lepo domače, kako se reče. Aha. Ampak jaz tudi vse priimke poznam, čisto vse. Vse. vem, Ja. Aha. Mi, ki smo bili otroci, Ja. jaz to zdaj premišljujem, zakaj je meni to tako ustavilo. Pa nam je rekla mama, zvečer smo mogli vsi takoj spati. Ja. Ne, nas je bilo toliko otrok. Ja. Je rekla mama,
zvečer takoj spat, gre otroci ležati tako, kot bodo dal, a neki mir. Ja. Pa smo pa mi na zgornji hiši, tako recimo dnevni, mi smo pravi hiša, dnevni prostor, na to hišo goriva pa zgornja hiša. Ja. In na zgornji hiši je ta najbolj bo, če nas je ene 5 kup ležali, to so bile posle, pa po 2 skup smo ležali, pa smo imeli tako veliko ta malo postelco, da je imela še predal, 2 stava v predalu, 2 zgoraj, tako in smo se skozi šli, vse sorte igre, pa smo preštevali vse hišne številke po cel Bel, vse prijemke, na Bohinjski Beli. Na Bohinjski Beli, vse prijemke, vse hišne imena, vse čisto vse in to je meni ostalo. No, ampak to je pa iz Spodnjih Las, iz občine Gorje. To je pa gorjanska slika. Gorjanska slika, ja. To je pa tudi mi je zelo lepa. Ja. Ker to veliko pomeni, ker danes tega več ni. Ja. No, tu imate potem še skupinsko sliko, tale drugo je leta 20. To so pa prišli z prve svetovne vojne gorjanski fanti in možje. In jaz jih tle 4 poznam hudovernikovih fantov. Pa tudi od moža oče tlele, pa brat od možovega očeta. So se slikali po vrnitvi iz prve svetovne. Veliko jih poznam, ampak zdaj pa vi vidite, kako so bili recimo fajn. Oni so se vsi nabegecali tako s kravato pa z metuljčkem, da so šli na sliko. Kaj pa je danes, je pa kakšen pogreb, po tistih bundah hodijo, pa dan moški, ki je star 50-60 let, za en pogreb nima in obleke. To je znak spoštovanja, a ne, da ti, recimo, včasih smo hodili hmaš, tudi jaz grem danes hmaš, jaz se napravim slovesno. Ne tako, kakor sem doma. Ja. Smo hodili na modne revije, smo se tudi poznali, da smo bili šivilje. Ja, čakajte, vi ste iz Foha, ne? Mislim, iz stroke tukaj, iz šivilske, ne? Potem imate, naslednjo fotografijo je pa leta 25 posneta. To so pa gasilski, gorjanska godba gasilska. Gasilska, aha. Ja. To sem jaz od nekod dobila, ampak kakšnega bi že poznala. Poznam tudi kakšnega vševnarja, Žvegelnega Ata že poznam. A poznate kakšno anekdoto gasilsko iz Gorij? To pa ne. Ne? To se premalo pogovarjaš, a veste. Aha. Recimo, ko si mlad, se poročiš, si družina, pa jo obnavljaš dom, v službo hodiš, so majhen otroci, takrat, če hočeš, da so otroci tak, se gre do 10 leta, je treba otroke, da jih usmeriš, in kad 10 let star je že drevo. Nimaš nobenih problemov več. Ampak otroke majhen hoče vse tako delati, kot ti. In naša mama je zmeraj rekla, če majhen ne dela, nikoli ne dela. Našo mamo so zmeraj, tam sosedje, Johansa, ti pa zmeraj otroke tako prganaš, pa skozi morajo delati. Je rekla, če ne bo majhen delal, ne bom nikoli delal. In zame je zemlja najboljša vzgoja za otroke. No. In tudi, če vi kar pogledate, tam so zemlja, tam na vasi je življenje veliko lepše, vse običaje, pa vse se ohranja. In to je bogato življenje na vasi. V redu. Imate pa tudi zelo zanimivo sliko tega voza. To je bilo pa tlele pri hiši čebelarstvo že v rodu. Moj mož je bil 5. rod čebelarjev. In oče, od njega je bil tudi predsednik čebelarske družine 30 leta, do smrti. Umrl je pa 63 leta. Ta je fotografirana leta 25. Ja, ta slika je pa v čebelarskem muzeju Radovec in ta slika je zelo zanimiva. Oče je bil rodar. Kaj je bil? Rodar, to se pravi, vozove delal. Aha, rodar je delal vozove. Ja, vozove. Ali pa recimo Cimperman je pa tako, kar je strehe delal. Ampak on je pa vse urodi znal delati, vozove, pa razne take stvari, kot so v kmetijah. To je bil oče in mu prav nošo čebelarsko. Njegov vov je bil, on je voz naredil in naredil tele panje, ki so bili natrakalne in sta s temole svojemu prijatelju čebelarskemu sta hodila s temole vozom na pašo, sta vozila čebele. Kam? V Radovno, pa tudi na Ajdovo pašo v Vodice, ampak ne z volom.
To pa ne zvolim. Vodice pri Ljubljani. Ja, pri Ljubljani. To pa na Ajdovo pašo. Tole pa v Radovno. Tole pa slikano v Mevkšu, ko je tlele dol. Bližini. Zanimivo. In tale mož je bil včasih tudi župan v Gorjah. To je bil Polda Jakob, rojen je bil 1873. Ta pa 94. Dober spomin imate za letnice, sem že prej videl. Jaz vam lahko naštejem vse naše otroke, mi smo bili rojeni takrat, ko je bil Tisotnik takrat bil rojen. In tudi naša mama je enkratna pa. Vam povem, vsi smo bili doma rojeni, samo ta 5. otrok je bil fant. Je bil pa avgusta 24. je bil Jernej. Ampak mama je sigurno čutila, da ne bo nekaj v redu. Ona pa sigurno skrvaveva. Je pa šla sama v Ljubljano zvečer na vlak v porodnišnico. Pa je pa šla tam še nekaj v bufet, nekaj popit, pa je pa šla ven z bufeta, se pa med vrata bil pa srečan gospod, to nam je ona pripodvala. Pa pravi gospod, gospa, kam pa vi zdaj? On je videl. Je pa rekel, v porodnišnico. Je rekel, a pa vi veste, kaj to, rekel, bom že dobiva. Je rekel, a veste kaj, gospa, jaz sem pa portir, boste pa šla kar z mano. In takrat jaz se spomnim, da je naša mama zmeraj prava, kako se je ta fant pridiral. To je ona preveč zmatrana. Ona, ta 5. otrok je bil to in to polet, ki takoj dela. Mi smo pa imeli na Pokluk, gor pa na Zajamo, smo imeli 2 rota in mama je vse spekla, skuhala. Kaj ste imeli 2? 2 rota, to so se nožeti. In to mi smo rekli, to je rot. To je bilo, da smo se sekli za zimo. Pa so pa se nožeti s tem sankami vozili po zim domov. Gor so pa imeli kočo pa svisel. Ma še tudi eno sliko od tistega našega rota, pa od tiste koče. Pa smo pa mi zmeraj hodili na rot, zvečer smo šli domov po kešt. A veste, kaj je to kešt? Kešt je hrana. To smo rekli. Kešt je hrana? Ja, mi smo domov hodili po kešt, da je mama vse pripravila. Vso hrano, krh je spekla, vucvrve je, pa je fižol izkuhala. Vse nam je pripravila, da smo šli nazaj, drug dan, zjutraj smo spet šli 2 uri daleč na rot. Ata pa ta starejša sestra sta sekla, drug otrok, ker smo bili toliko velik, smo pa vse pograbili, pa v kupe dajali, obračali. Enkrat je bilo pa to, se pa tudi tako zapomnimo vsi, da pri sosed pa da se va kaža, pa veliko otrok, smo zmeraj vse doma podelali. Pri sosed so bili pa velika kmetija, ampak oni so pa lahko naprosili nekoga. In so naprosili, ne vem, koliko snosekov, vse kaj so snoseki. To so bili kostci. In ta naš rot je bil tako velik za 25 snosekov, ali pa 25 kostcev, da so en dan posekali. Da so šli kaj kositi? Ja, vse na roko smo včasih. Ja, seveda. Še ni bilo traktorjev. Potem smo pa mi, ko smo prišli domov iskati tale kešt, smo pa rekli, mam, kdaj bomo mi tole naredili, pri Jamerhi takoj, pri Jamerhi cel grabek, pri nas pa, je rekla naša mama, nič namarite, jaz sem imam ucvrva, pa to se narediva, pa gud se narediva, vse boste vi pojedli, oni pa morate bolj vse gurnen dati, pa smo spet leteli na rod gor. Tu imate še eno zanimivo sliko iz leta 32, kot piše zadaj. Kaj pa ta prikazuje? To so pa gorjanski čebelarji. Leta 32. Včasih so bile gorje, občina je bil tudi Zaseb pa Dobrava. Vse spado skupaj. So bili tudi Dobravci pa Zasplantle. In to so se skupaj slikali? To so se skupaj slikali in tale oče hišen je imel sina, ki je bil takrat star 3 leta. Jaz sem veliko si prizadevala, da bi tole vse slike
napisal, kdo je, ne, da bi... Ja, tu ste nekaj se potrudili. Ja, to me pa tudi ta čebelar, ker je predsednik čebelarske družine bil zdaj, je bil moj sošolci, ga bom malo pokazal enkrat. Aha, no se bova še... S tem sva pa tole malo ugotavljala. Ja, ker jaz, če eno sliko dobim, sem tako cajta, da nekaj dobim, že nekaj. Pa treba zadaj napisati takoj, ker čez 1 sekundo se že pozabi. Ja, že takrat naviš. Ja. In potem imate še zanimivo sliko, skupino ljudi, mnogo jih je pred Gorjanskim domom. To je pa leta 29. Ja, to je bilo, malo jih poznam, ampak veliko pa ne. Ja, kaj je to za ena skupina? Ja, to so bili pa, Se je tudi, imate tudi v Slovencu 31. julija 1929 je objavljena tudi ta fotografija. Ja. A vi poznate koga? To je pa, to je na isti slik, kakor na tem. Tako? Ista slika je. Ja, ista, ki je Slovenec objavil, kot sem rekel, 31. julija 1929. A veste, da takrat, kakor je bil tale bralno društvo, so stavbo naredili v Gorjah in utvoritev tega bralnega društva v Gorjah je bilo leta 1878 ali 87. No, to je pa novi prosvetni dom, ne? A to je po 29. To je bilo 30 let po tem. Potem, ja, to je novi, ja. In to je na ja, to je bilo utvoritev tega doma, to je to. Ja, ampak takrat, ko so pa tole bralno društvo, ki so, je bilo ta prvo tle v Gorenjskem koncu in je prišel prav Franc Jožef je prišel. In to je ta čitalnica v Gorjah, ta prvih na Gorenjskem. In jaz imam tudi biltenček in to se ga jaz od hudovernikovih dobivam, ga je ta oče dal, da sem prefotokopirala, ampak ga manj tudi poiskala. No, poište, pa mu to drugi. In to še v temu dialektu, kako so se včasih pogovarjali, to je zame zelo zanimivo. Zelo zanimivo, ja. Jaz vam povem, na Bledu jeden je naredil od starih slik, je naredil celo knjigo. On je hodil k meni, če jaz, kjer ga poznam, pa sem jih tudi poznala. A to Kolman? Kolman, ja. Ja, ki je razglednice zbiral, ne? Ja, ta je fajn. Pa tudi Žnidar. Dobro, gospa, zaenkrat najlepša hvala.